Kralj, ki je hotel, da ga častijo. Premišljeval sem in prišel do ugotovitve, da veliko stvari drago plačujem in zaradi tega se ne počutim dobro. Občutek imam, da sem ujet v začarani krog. Kako bi lahko vnaprej vedel, da bom plačal preveč, malo ali ravno prav? Pri materialnih dobrinah je lahko, ker imajo jasno določeno ceno, toda kako je mogoče določiti ceno drugih stvari? Zdi se mi, da bi bilo treba naprej premisliti, kaj pomeni drago, kaj pomeni plačati preveč. Plačati preveč pomeni plačati veliko. Začniva pri denarju. Se ti zdi $100,000 veliko? Seveda. Potem bi bil tudi jumbo jet, ki bi ga prodajali po ceni $100,000 drag. Odvisno za koga, zame da. Zakaj? Ker nimam $100,000, pa tudi dobiti jih ne morem. Demijan, zamenjuješ ceno in vrednost. Če bi jumbo jet prodali za $100,000, bi bil poceni. Kaj pa je potem drago? To, kar določa, ali je nekaj drago ali poceni, je razmerje med ceno, tem, kar si plačal, in vrednostjo, tem, kolikor je v resnici vredno. Ne med ceno in denarjem, ki ga imaš. Demijan, drago je tisto, kar stane več, kot je vredno. Več, kot je vredno. Jasno, zato imam občutek, da veliko stvari drago plačujem. Zdaj razumem. Vrednost nematerialnih stvari, je nadaljeval Jorge, je tako subjektivna, da se lahko le vsak sam odloči, ali je njihova cena pravična ali ne. Toda obstajajo tudi dragocenosti, ki jih imamo vsi, a jih morda ne znamo dovolj ceniti. Ena od njih je dostojanstvo. Kot sem ti že rekel, sta po mojem dostojanstvo in samospoštovanje toliko vredna, da je plačevati z njim vedno predrago. Takole pravi zgodba. Nekoč je živel kralj, ki ga je nečimrnost povsem obnorela. Nečimrnosti ljudem vedno zmede pamet. Ta kralj je na vrtovih svoje palače ukazal zgraditi svetišče, vam pa je dal postaviti velik kip sebe v lotosovem položaju. Vsako jutro po zajtrku je kralj odšel v svetišče, stopil pred svojo podobo in molil k samemu sebi. Nekega dne si je rekel, da vera z enim samim vernikom ni prava vera in sklenil, da ji mora imeti več častilcev. Tako je ukazal, da morajo vsi vojaki kraljeve straže vsaj enkrat na dan postati pred njegovim kipom. Prav tako vsi služabniki in vsi ministri. Njegova norost je naraščala, ker ni bil zadovoljen s pokornostjo ljudi, ki so ga obdajali, je nekega dne kraljevi straži ukazal,
naj odide na tržnico in pripelje prve 3 osebe, na katere bo naletela. Tako bom dokazal moč vere vame, si je mislil. Prosil jih bom, naj se priklonijo moji podobi. Če so modri, bodo to storili, če ne, si ne zaslužijo živeti. Stražarji so odšli in pripeljali izobraženca, duhovnika in berača, prve osebe, ki so jih srečali na tržnici. Vse 3 so odpeljali v svetišče in tam jim je kralj rekel: To je podoba edinega in resničnega Boga, priklonite se pred njim, ali pa mu bodo žrtvovana vaša življenja. Izobraženec si je rekel: Kralju se je zmešalo, ubil me bo, če se ne priklonim. To je očitni primer višje sile. Nihče me ne bo mogel obsojati, ker bom to storil brez prepričanja, le zato, da si rešim življenje, ter v imenu družbe, ki ji to dolgujem. Tako se je pred podobo priklonil. Duhovnik si je rekel: Kralju se je zmešalo in svojo obljubo bo izpolnil. Mene je izbral resnični Bog in zato moja duhovna dejanja posvečujejo kraj, kjer sem. Ni važno, kakšna je podoba, saj v resnici častim edinega Boga. In je pokleknil. Na vrsti je bil berač, ki pa se ni niti premaknil. Poklekni, je rekel kralj. Veličastvo, svojemu narodu ne dolgujem ničesar, saj me večinoma z brcami odganja izpred vrat. Tudi nikogaršnji izbranec nisem, če odštejem nekaj uši, ki živijo na moji glavi. Nikogar ne znam soditi, pa tudi nobene podobe ne znam posvetiti. Moje življenje ni tako dragoceno, da bi počel neumnosti samo zato, da si ga ohranim. Zatorej, Gospod, nimam nobenega pravega razloga, da bi tukaj pokleknil. Beračev odgovor je kralja globoko ganil in ga razsvetlil. Sklenil je, da bo spremenil svoje ravnanje. Legenda pripoveduje, da je ozdravel in dal na mesto svetišča postaviti vodnjak, na mesto kipa pa velika cvetlična korita.